Dobrodošla v podcastu Vse je v redu. To je podcast, kjer bomo skupaj iskali navdih, notranji mir, premagovali strahove in gradili zaupanje vase, v druge in v življenje. Vodim ga Vida Igličar, grafična oblikovalka in ilustratorka, zagnana iskalka smisla in notranjega miru. Skozi izzive, ki mi jih življenje prinese na pot, aktivno in kreativno iščem pot naprej. Ob izidu knjige, ki ima prav tako naslov Vse je v redu, sem želela ustvariti še ta navdihujoč in podporni prostor, podcast, kjer upam, da bom skozi razkrivanje svoje ranljivosti in svojih preizkušenj pripomogla k zmanjševanju stigme na področju duševnega zdravja. Predvsem si želim, da ti dam vedeti, da v stiski nisi sam oziroma sama. Vedno bom hvaležna za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti, kakšna se ti zdi vsebina, če se v njej najdeš ali te ta nagovori, če imaš kakršnokoli vprašanje, mi lahko pišeš na Instagramu, kjer me najdeš pod imenom Vida Igličar. Vesela bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Preden začnem, naj poudarim, da nisem zdravnica, ne psihiatrinja ali psihoterapevtka. Tematike duševnega zdravja razkrivam skozi oseben pogled in lastne izkušnje. Verjamem, da je moja največja kvalifikacija predanost. Predanost delu na sebi, iskanju smisla in boljšega življenja ter pripravljenost na pogovore o občutljivih temah. Če se kadarkoli znajdeš v hudi stiski, se obrni na strokovno pomoč ali pokliči na eno od številk za pomoč v duševni stiski. Današnjo epizodo bom posvetila navadam, temu, kako jih tvorimo, kako jih lahko izboljšamo in kako lahko prekinemo slabe. To je tematika, ki je mene najbolj pritegnila v obdobju, ko sem se soočala z intenzivno tesnobo in številnimi skrbmi in novimi strahovi. Ko sem začenjala ozaveščati to svojo tesnobo in spoznala, da mi je začela jemati pogum, svobodo, sem nekako sprevidela, da so skrbi in tesnoba gonilo številnih različnih slabih navad in razvad, od stresnega prenajedanja do prokrastinacije, pretiranega planiranja, skrbi in recimo brezciljnega konzumiranja nekih vsebin ali na družabnih omrežjih ali pa recimo branje novic. Obstajajo seveda še številne druge slabe razvade ali navade, ampak to sem zdaj naštela tiste, ki sem jih nekako opazila pri sebi. Zelo dobro se spomnim enega svojega trenutka, ki sem ga imela na tej poti soočanja s tesnobo. In to se je zgodilo, ko sem brala knjigo Unwinding Anxiety, v kateri psihiater in nevrolog Judson Brewer piše, da tesnoba, on da to narekovaje, živi v delu možganov, ki se opira racionalnemu razmišljanju in se zato ujamemo v neke zanke podzavestnih navad, ki so nam znane, nam dajejo občutek varnosti ali pa en drug občutek, za katerega zmotno mislimo, da nam prinaša dobro počutje. Takrat se spomnim, ta trenutek je bil, ko sem prvič pomislila, jaz torej mislim, da meni vse te skrbi, to, ko planiram, ko sem z mislimi v prihodnosti, ko hočem imeti nadzor nad stvarmi, jaz si mislim, da to meni prinaša neko ugodje, občutek kontrole, da se zaradi tega dobro počutim, ampak v resnici mi skrbi sprožajo samo še več skrbi. In prvič sem na to, da skrbim, pogledala kot na eno navado, torej na nekaj, kar jaz vzpostavim, seveda pa lahko, tako kot druge navade, tudi prekinem in se trudim, da tega ne bi več počela toliko ali pa da tega sploh ne, skrbela bom še, ampak recimo, da bi pri tej navadi vsaj tega počela manj. Prej sem si vedno mislila, kakor da pri tem sploh nimam izbire, da sem jaz pač zaskrbljena oseba, ki ima rada stvari v svojih rokah oziroma mi je ob izgubi kontrole neprijetno. Usvajanje in ohranjanje navad je večinoma nezaveden proces, ki se odvije v možganih. To, da večino stvari delamo na avtopilotu, je seveda v resnici super, ker se tako lahko osredotočimo na razmišljanje oziroma na sprejemanje odločitev o bolj pomembnih stvareh.
Ker recimo v nasprotnem primeru, če ne bi stvari delali na avtopilotu, a si predstavljaš že, kako bi izgledalo naše jutro, ko vstaneš in se moraš potem za vsak korak odločiti, ok, a bom vstala, a si bom umila zobe, a se bom počesala, a bom sploh ostala iz postelje. No, v resnici to me malo spomne na moje depresivno obdobje, ki je izgledalo nekako tako in se mi zdi, da je bil to tudi en izmed razlogov, zakaj sem potem tako pasivna in utrujena takrat, ker je šlo ogromno energije za vsako dejanje, ker nisem imela volje, da bi stvari počela in potem sem se mogla očistiti vsaki stvari, ki jih zdaj sicer počnem avtomatsko, sem se takrat mogla odločati in se truditi, da sem jih naredila. Določene znane osebe so, se mi zdi, posebno dobri primeri v tem, kako lahko v svojem dnevu avtomatiziramo še več stvari. Seveda tistih, ki za nas niso ključnega pomena. Recimo Barack Obama in zdaj že pokojni Steve Jobs sta imela točno jasno izdelano svojo garderobo in nista časa posvečala odločitvam, kaj obleči. Ocenila sta, tako se sklepa, da to zanju ni bilo ključnega pomena in sta si z ustaljenostjo odvzela eno skrb oziroma sta si eno odločitev v dnevu prikrajšala. Zdaj pa, če pogledamo, kako nastajajo naše navade. Jaz bom, to, kar bom danes delila, je vsaj ta teoretičen del v večinskem delu povzetek te knjige, ki sem jo omenjala, torej Unwinding Anxiety, avtorja Judson Brewerja, bom pa poskusila po svojih besedah nekako čim bolj laično in na konkretnih primerih to ponazoriti in prikazati to razlago, ki je bila meni zelo uporabna. Torej, recimo, nam se nekaj zgodi, lahko je nekaj dobrega ali pa nekaj slabega in temu rečemo v tem kontekstu sprožilec. Če ponazorim na primeru, recimo dobiš sporočilo partnerja ali pa partnerke, v katerem ti sporočajo nekaj lepega. Ali pa recimo prejmeš obvestilo o visokem številu lajkov ali pa komentarjev ali pa nekih odzivov na objavljeno vsebino. In možgani se na to odzovejo, to je pa dober občutek, daj večkrat to naredi in se boš večkrat ali pa vedno počutil tako dobro. In možgani si to informacijo potem shranijo v spomin in naslednjič, ko se želimo počutiti dobro, nam možgani narekujejo, da to dejanje ponovimo. In tako to, da vzameš telefon v roke, začneš povezovati z dobrim počutjem. In naslednjič, ko ti recimo zavibrira telefon, je to sprožilec, ki v možganih zažene to navado, da v pričakovanju nečesa prijetnega spet posežeš po telefonu. S časoma pa niti ni treba več, da bi nam telefon sploh zazvonil, ampak lahko v želji po tem dobrem počutju po telefonu posežemo iz dolgčasa ali pa iz nezavedne ali pa zavedne želje, da bi se bolje počutili. Pričakovanje nagrade, torej dobrega počutja, sproža v možganih dopamin in ta hormon je razlog, da nastajajo navade. Večkrat, ko se zgodi, da se odzovemo na obvestilo ali pa na vibracijo, vidimo neke lajke obvestila ali pa neko lepo sporočilo in se zaradi njih počutimo dobro, močneje se bo to dejanje opredelilo kot zanka navada, kot eno avtomatizirano dejanje, nekaj, kar potem delamo na avtopilotu. Torej, v kontekstu navade govorimo o sprožilcu, dejanju in nagradi. V tem primeru, ki sem ga zdaj uporabljala, je torej sprožilec to, da nam zazvoni telefon, dejanje, da mi vzamemo telefon v roko in nagrada boljše počutje. Enako deluje tvorjenje navad, tudi ko je sprožilec nekaj negativnega. Recimo, delaš ali pa ustvarjaš nekaj novega, pripravljaš mogoče nov projekt, recimo jaz, ko sem se lotila delanja tega podcasta in me med tem prešine misel, koliko stvari o podcastih jaz sploh ne vem, koliko se bom mogla naučiti, pozanimati, sploh ne vem, kje začeti in ob teh mislih se ne počutim dobro. Prisoten je dvom, skrbi me, mogoče celo na trenutke pomislim, da bi kar obupala in se tega sploh ne lotila. In seveda jaz bi takrat najraje, podzavestno pa tudi zavedno, da se ta negativna občutja čim prej končajo. Ne želim si občutiti dvoma, ne želim si občutiti negotovosti. In takrat, na primer, podzavestno primam telefon v roke in malo poskrolam. In to me zamoti od
teh dvomov in skrbi in te negativne občutke dam malo na stran, malo jih pozabim. In če mi to uspe, si možgani zapomnejo, da se je, če sem v stresu ali pa če me nekaj skrbi, dobro zamotiti, ker se pol počutim boljš. Ne občutim več te negotovosti oziroma jo dam na stran. In večkrat, ko to storim, bolj se ta navada utrdi. Ampak, kaj pa, ko jaz potem recimo scrollam 10 minut, vmes vidim nekaj, kar mi sproži samo še več negativnih občutkov, mogoče vidim eno objavo nekoga drugega, kako mu nekaj uspeva in pomislim, ojoj, vsem gre dobro, meni pa ne, ali pa vidim neko, negativno novico v svetu in začnem negativno razmišljati in po teh 10 minutah scrollanja se v resnici sploh ne počutim boljš. Ampak v večini primerov, ker to delam na avtopilotu, se sploh ne zavem, da mi je scrollanje v resnici povzročilo slabo počutje ali pa vsaj slabše kot prej. In jaz sem takrat podobno spoznala, da je skrbmi. Recimo, jaz se nečesa ustrašim glede prihodnosti in potem avtomatsko začnem planirati, začnem skrbeti, se ciklam v mislih in se zapletamo en tak krč. Namesto, da bi stres sprožil, da bi se aktivno lotila tistega, kar je v mojih rokah, da lahko uredim in se potem počutila boljš, začnem zaskrbljeno premlevati. In naša podzavest se na neprijetno tesnobo ali pa strah odzove skrbmi, ker misli, da nam bo to pomagalo. Da nam bo skrb, preigravanje scenarijev, premlevanje prihodnosti prineslo neko olajšanje in vsaj jaz tako to doživljam, da mi bo to dalo občutek nadzora. Ampak se v resnici velikrat med ciklom skrbi in po njem sploh ne počutim boljš, kvečjemu slabš. In ker se mogoče potem počutim slabš, se spet začnem zatekati k skrbem in spet rezultat je še slabše počutje, še več tesnobe in padem v nek začaran krog. Zdaj pa meni izredno pomemben podatek. Če bi bili čuječi, če bi opazili, katero dejanje nam prinese dobro in katero dejanje prinese slabo počutje, bi mi lahko naučili svoje možgane programirati nove zanke navade. Navadili bi jih, da skrbi ali pa scrollanja ne bi več razumeli kot nagrado, če se ob teh stvarih res ne počutimo boljš. In podobno bi jih opomnili, recimo, da ko pojemo košček čokolade, se mogoče res počutimo boljš, če te čokolade pojemo preveč, je pa v bistvu potem počutje slabše. Kot omenjeno, si več o teh zankah navade in nadaljše, kako to poteka, lahko prebereš v knjigi Unwinding Anxiety. Jaz pa upam, da ti s to epizodo, o tem pišem drugače tudi v knjigi Vse je v redu, da ti orišem toliko tega področja, da vidiš, če ti je to zanimivo, a je to nekaj, kjer si želiš izobraziti, mogoče kakšno navado spremeniti in si o tem prebereš več. Torej, če želimo spremeniti te zanke navade, jih moramo sprva sploh prepoznati. Če želiš spremeniti eno navado, te mora najprej nekaj sploh zmotiti, da sploh imaš željo to navado pri sebi opaziti. Torej, moraš si želeti spremembe. Spredvideti, da nekaj, kar počneš, da ti ne služi več. In če prepoznamo sprožilce in dejanja, ki sledijo, in kaj mislimo, da nam bo to dejanje prineslo za nagrado, moramo biti čuječi. Ko smo čuječi, lahko opazimo sprožilec ali pa dejanje, preden se avtomatizirano odzovemo nanju in spet zatečemo k nekemu ravnanju, za katerega zmotno mislimo, da nam prinese dobro počutje. Torej, s čuječnostjo lahko možganom sporočimo, da se po brskanju po družabnih omrežjih ali pa po primerjanju z drugimi ne počutimo dobro. In s čuječnostjo, ko se recimo 15 minut obremenjujemo in skrbimo in preverjamo, kaj bo, kako bo in se obremenjujemo glede prihodnosti, lahko zaznamo, a se po teh skrbeh počutim bolje, a sem kaj naredila, da bo teh skrbi res manj, ali sem si pa samo povzročila še več skrbi. Prvi korak v uspešnem spreminjanju navad je torej čuječnost. Biti zaveden glede svojih dejanj, glede svojih občutkov in misli. Kot drugi korak pa avtor spodbudi, da skozi opazovanje spoznamo, kaj mislimo, da nam bo dejanje prineslo. Torej, ko mi recimo skrbimo ali pa planiramo ali pa scrollamo po telefonu ali pa ko se recimo zatečemo alkohol, v kajenje, v
čustveno prenajedanje, kaj mi mislimo, da nam bo to dejanje prineslo neko nagrado. Ker ponavadi delujemo tako, da če tudi gre za slabo navado, po vsej verjetnosti, ko delamo avtomatsko, jo v resnici delamo v želji po boljšem počutju, čeprav se to pol ne uresniči. Torej, za ta drugi korak je pomembno, da svoje delovanje razumemo. Tretji, zadnji korak je pa možganom potem ponuditi novo nagrado, nekaj drugega, nekaj namesto skrbi, ali pa naj bo to prenajedanje, kajenje, alkohol, ali pa to, da prepogosto preverjamo telefon, obvestila, ali to, da prokrastiniramo. Torej, kaj lahko zamenjamo, s čim lahko zamenjamo to dejanje, kar nam bo dejansko izboljšalo počutje. In dr. Brewer, avtor te knjige, zato predlaga radovednost. Namesto, da se zapletemo v skrbi, zaradi katerih se ne počutimo boljše, k tesnobi, ko se pojavi, pristopimo z radovednostjo. Da raziskujemo, kje v telesu se je pojavila oziroma kje jo občutimo. Ko sem v tistem trenutku, ko me prešine misel, da sploh ne znam delati podcasta, zakaj sem se sploh tega lotila, to mi ne gre, da takrat z radovednostjo opazim te misli in spoznam, s temi mislimi jaz v bistvu generaliziram, dvomam vase, ampak te misli nimajo nujno prav, so pač samo misli. Spomnim se lahko, da sem v preteklosti sigurno že bila kdaj na taki točki, ko sem se mogla lotiti oziroma sem si želela lotiti nečesa novega, pa nečesa nisem znala. In naučiti se delati podcast je lahko zahtevno, ampak mogoče koga poznam, ki mi lahko pomaga, mogoče si lahko ta projekt razdelim na manjše korake. Lahko pa je zaključek te radovednosti tudi spoznanje, da pa vseeno to res ni moje področje in da se tega ne bom lotila. Da trenutno ni primeren čas za to. In tudi to je okej, če to ocenim kot dobro odločitev, ne pa da je to samo posledica pretiranega dvoma vase in pomanjkanja zaupanja. Kar se mi zdi zelo fino pri tem radovednem zavedanju strahu, je to, da če si želimo zmanjšati strah ali pa tesnobo, je torej nek prvi korak radovednost in biti radoveden se mi zdi mnogo prijetnejše ali pa bolj izvedljivo, kot da bi si že takoj za prvi korak dali, da moramo zbrati pogum, da bomo zdaj ta strah premagali ali pa da tesnobe ne bi več doživljali. Torej ni cilj nek velik, pogumen korak, ampak cilj je samo radovedno opazovati svoje vzgibe, svoje misli in dejanja. Jaz sem skozi čas velikrat ugotovila, da radovednost v resnici pomirja nemir v meni. Ker radovednost je občutek, ki te naredi tako odprtega, povabi te, da sprostiš en ta krč, v katerem se znajdeš in se ob tem res lahko počutiš bolje in je že to samo dejanje lahko velika nagrada. In našim možganom s časom sporoči, da je biti radoveden in biti prisoten v trenutku veliko boljš kot recimo 10 minut scrollanja, po katerem se primerjamo in počutimo slabš. Radovednost te spodbudi k temu, da ni treba nujno občutkov spreminjati ali pa popravljati ali pa da bi jih potlačil. In s tem je tudi recimo radovednost odličen protistrup lahko za obsojanje drugih, za obsojanje sebe, za dajanje nekih nalepk, gledanje na stvari črno in belo, nekaj je prav ali pa nekaj nujno narobe. Dr. Brewer je bil nekaj časa nazaj, mislim, da kakšen mesec ali pa 2-3 gost v podcastu pri Rich Rollu in v tej epizodi podeli, kako si lahko s prepoznavanjem navad pomagamo pri vzpostavljanju zdravih prehranjevalnih navad. On je s svojim pristopom pomagal številnim, ki so si želeli nehati kaditi, in te ljudje, s katerimi je delal, so mu potem sporočali, da ne samo, da so z vpeljavo radovednosti nehali kaditi, ampak da so še recimo shujšali. Kar je ponavadi ravno nasprotno od tega, kar se pogosto zgodi, ko nehamo kaditi. Ker nam manjka neka razvada, neko mašilo in potem cigaret recimo lahko zamenjamo s hrano, ampak če smo čuječi, če opazimo te svoje vzgibe, seveda ne bomo šli nadomestiti ene slabe razvade z drugo.
In on je potem ta svoj pristop upeljal še na področje prehranjevanja in tudi na področje soočanja s tesnobo. On pravi, da je bistvena naravnanost, ki nas v kombinaciji z zavedanjem naredi odprte in dovzetne za spremembo. In če krepimo čuječnost, da opazimo tesnobo, ko pride in se namesto v skrbi usmerimo v radovedno odkrivanje, kako se tesnoba občuti v telesu, bo mnogo hitreje minila in mi se ne bomo zatekli k škodljivim dejavnostim, ampak imamo priložnost vzpostaviti bolj ljubeč stik s sabo in sedanjostjo. In to velikokrat poudarjam, da je prav odsotnost stika s seboj in to, da nismo prisotni v sedanjosti, tisto, kar povzroča doživljanje tesnobe. Ja, in to zavedanje, kako se navade tvorijo, je bil zame en pomemben trenutek in mi je bilo to spoznanje res zelo dragoceno in koristno. To, da sem prepoznala, da so moje skrbi v resnici odziv na avtopilotu. In še to, da sem spoznala, da v resnici ni prva stvar skrb. Prva stvar oziroma sprožilec je ponavadi pri meni bila neka misel, en negativen občutek in jaz sem se potem skrbmi na to odzvala v želji, da bi se pomirila ali pa počutila boljše. Če sem bila pa čuječa, sem lahko opazila tisti prvi občutek, ki je sploh sprožil potem ta nadaljnji proces skrbi. Če si želiš na tej točki zadati en projekt v spreminjanju navad, ne morem, da te ne usmerim k svoji knjigi 100 dni za boljšo mene. Več časa, kot mine od tega projekta, bolj sem ponosna nase, da sem se ga sploh takrat lotila in potem, da sem ga res izpeljala do konca. Jaz sem s tem projektom, čeprav takrat ne toliko vede oziroma planirano, sem v resnici s tem projektom upeljala kar par novih meni dobrih navad. Poleg tega, da sem si rekla, da bom vsak dan naredila eno majhno dobro dejanje, sem si vsak dan potem vzela čas za pisanje dnevnika oziroma za ustvarjanje teh zapisov, v katerih sem odgovorila na 3 vprašanja. Torej, ena nova navada je že bila, da sem naredila eno dobro dejanje in potem je bila še ena dodatna navada, da sem vsak dan pisala dnevnik. Vprašanja, na katera sem takrat odgovarjala, so bila, kaj sem tisti dan naredila bolje, če se je zaradi tega mojega dejanja kdo boljš počutil, jaz ali pa kdo od mojih bližnjih oziroma opletenih, in če mi je to dejanje prineslo kakšno novo spoznanje. In ko sem kasneje odkrivala pomen prakse hvaležnosti, sem spoznala, da so mene ta 3 vprašanja oziroma odgovori skoraj vedno vodili do občutkov hvaležnosti. Ne čisto vsak dan, ampak skoraj vsak dan mi je to, kako je bilo to 3. vprašanje postavljeno, če je to prineslo kakšna nova spoznanja, mi je prav to me je v bistvu skoraj vedno usmerilo v to, da sem poiskala nekaj dobrega v tistem dnevu. Se spomnim tudi en dan, ko mislim, da nisem naredila nobenega dobrega dejanja oziroma nisem znala nekako pokazati s prstom, katero bi to bilo, in da me je vseeno, ko sem delala te zapise, sem bila pa hvaležna za to, da znam tudi sprejeti, da danes pa ni bil tako dober dan in zaradi tega slabega dne ne bom zaključila s projektom, ampak bom pač nadaljevala naslednji dan in je bil tisti dan, ko se mi je zdelo, da nisem nič naredila dobrega, se je s tem ustvarila priložnost, da sem sprejela tisti slab dan in že to samo po sebi zame je bilo dobro dejanje in vsekakor dejanje izven cone udobja. In s temi občutki hvaležnosti sem takrat vzpostavila torej še 3. novo navado, prakso hvaležnosti. Če se slučajno trenutno ti nahajaš na točki, kjer z nečim v svojem življenju nisi zadovoljen ali pa zadovoljna, če opaziš, da mogoče preveč časa preživiš na telefonu ali pa da te pestijo pogoste skrbi, da bi rada več časa namenila neki določeni stvari ali pa namenu, če si želiš spremembe, daj si podari to meni eno neprecenljivo in zastonj darilo, da v negativnih občutkih najdeš priložnost za uvid vase in za osebno rast. Ko spoznaš, da te nekaj negativnega lahko pelje v slaba dejanja, ki prinesejo samo še več slabega počutja, ampak da to ni nujno, da imaš v tem ti izbiro, se lahko zaveš svoje moči, ki jo imaš v sebi, da prekineš te slabe navade in si vzameš tisti košček svobode, ki ti je na voljo in to zadevo spremeniš. Tako da
te lepo vabim, da vneseš več čuječnosti in radovednosti v svoj vsakdan, ne se predati strahu ali pa dvomu ali pa vdanosti. Vzemi si čas, pa mogoče investiraj to energijo, da prekineš neka avtomatizirana dejanja, ki ti ne služijo, in poskusi vzpostaviti boljše, dobre navade, ki te bojo peljale k boljšemu telesnemu ali pa duševnemu počutju. To je to iz moje strani za danes. Kot vedno za konec še ena vzpodbudna misel, oziroma danes bom delila eno tako, ki mene nagovori, da začnem z malimi koraki in da se zavem njihove moči. Misel je pa od Gandhija. Ohranjaj svoje misli pozitivne, ker tvoje misli postanejo tvoje besede. Ohranjaj svoje besede pozitivne, ker tvoje besede postanejo tvoje vedenje. Ohranjaj svoje vedenje pozitivno, ker tvoje vedenje postanejo tvoje navade. Ohranjaj svoje navade pozitivne, ker tvoje navade postanejo tvoje vrednote. Ohranjaj svoje vrednote pozitivne, ker tvoje vrednote postanejo tvoja usoda. Hvala za tvoj čas in za poslušanje. Če bi z menoj želel oziroma želela podeliti kaj o današnji epizodi, mi lahko pišeš na Instagramu na profil Vida Igličar. Tam me lahko tudi spremljaš ali pa obiščeš mojo spletno stran www.vidaiglicar.com. Hvaležna bom tudi, če moje ustvarjanje podpreš tako, da se na podcast naročiš ali pa ga podeliš s svojimi bližnjimi. Lepo te vabim tudi k nakupu mojih knjig. Moja prva, ki ima naslov Naj ti povem svojo zgodbo in je spominski album namenjen starim staršem, da vanj zapišejo svojo zgodbo in spomine, je na voljo na spletni strani Grafenauer založbe na www.grafenauer.si. Mojo drugo, 100 dni za boljšo mene, ki je ustvarjena za vse, ki ste v iskanju boljšega počutja, in letos izdano knjigo Vse je v redu, pa lahko dobiš v vseh knjigarnah Mladinska knjiga in na spletni strani www.mk.si. Upam, da te svojo vsebino usmerim k sprejemanju in občutenju zaupanja ter hvaležnosti za vse dobro okoli nas. Upam, da te kdaj pomirim in ti pogled usmerim tja, kjer je lepo, kjer je smisel. Upam, da tvoje srce mirno bije, da dihaš počasi in globoko, da so tvoje misli danes umirjene in da si v redu.